V petek se je v Delavskem domu Zagorje zgodil koncert, ki je združil desetletja ustvarjanja glasbene skupine Babylon z ubranim igranjem in petjem učencev glasbene šole Zagorje ob Savi. Obiskovalci koncerta so sedli v časovni stroj, ki jih je ponesel v 90. leta prejšnjega stoletja s postankom, kjer je vstopila gostja večera Nuša Derenda in navdušila občinstvo. Sodelovanje med Nušo in skupino Babylon pa seže že dolgo nazaj. 99. sva prvič bila skupina Emi. Prvič, oba prvič, a ne? Na odru, ampak potem smo se pa srečevali še, ja. Ampak pač glasbeniki, življenje glasbenikov je tako, da se ponavadi križamo. Ja, z glasbeno šolo, glede na to, da smo pač že vaje dali skozi, tako da tudi glede na to, da so na visokem nivoju, se pol tudi ti probaš približati in smo se super ujeli, mislim, da. Odlično, jaz sem bila samo 2 pesmi gor, ampak sem se odlično počutila. Vidi se, da je super ekipa, vsa organizacija je enkratna, publika pa tudi odlična. Glasbena šola Zagorje v letošnjem letu praznuje 80-letnico svojega neprekinjenega delovanja in nekako smo se odločili, da bomo ta častitljiv jubilej nekako obeležili s 7 odličnimi koncerti, vsebinsko zelo drugačnimi, in ker smo živahni na šoli, ker se imamo zelo dobro, ker smo odlična ekipa, smo se odločili, da bo prvi koncert orkestra Harmonik in pa orkestra Kitar, seveda z glasbenimi gosti, Babyloni, skupino Babylon, česar smo zelo veseli, kajti to je glasba, s katero smo mi živeli in tudi mlajši že poplesavajo v teh ritmih, kajti dobro vemo, da glasba ni stara, ni nova, ampak je samo dobra in ta dobra glasba nas je tudi danes povezala. Tako da smo res veseli in hvaležni, da so se glasbeni gostje odzvali našemu povabilu in pa seveda tudi glasbena gostja Nuša Derenda, za katero imajo pa tudi zasluge skupina Babylon. Skupina Babylon je začela letošnje leto z neverjetnim koncertom v Zagorju. Prvič z orkestrom Harmonik in Kitar, to ne vem, če je sploh kakšen glasbenik že imel. Vse prvič. Vse enkrat prvič, zaslužen je naš Dejan Bobnar, ki je tukaj tudi učitelj bobnov. Savci skupaj držimo, ne? Mislim pa, da so take oblike sodelovanja največji zgled tudi za mlade, kaj se da z glasbo doseči, kaj se da s povezovanjem doseči in da je pač glasba tista, ki je neskončna in ki nas bo večno in vedno povezovala. Seveda vse izhaja iz klasične glasbe, ampak na koncu so pa to lepe cvetice, ki zrastejo iz tega debla in to je pač glasba, ki je ena in edina.